Dober večer. V času praznovanj in prihajajočih počitnic se tudi mladim ponuja več priložnosti za uživanje alkohola. Pitje alkohola med mladostniki v Sloveniji sicer upada, a smo pri večini kazalnikov še vedno nad evropskim povprečjem. Kar 3/4 15-letnikov je že poskusilo alkoholne pijače, več kot polovica jih je bila opitih že vsaj dvakrat v življenju. Pri starejših najstnikih je alkohol poskusila večina. No, na srečo pa mladi postajajo vse bolj odgovorni v prometu in manj tvegano ravnajo za volanom. Kako se zabavajo in kako zabave varno pridejo domov, smo preverjali na enem izmed nočnih prizorišč. Eni pridemo zaradi plesa, zaradi zabave, eni mi pa sam pila, ne, in pač to je problem zdaj pri mladih. Fajn bomo žurali, spili bomo nekaj. Alkohol drugače ni pomemben, najbolj je pomembna družba. Če pa ni družbe, pa ni fajn. Takole razigrano in brezskrbno se zabavajo mladi, ki v en glas poudarjajo, da gredo domov varno. Ponavad pile ki je trezana, ne, mislim, te iz oči na neki točki. Pa če rečeš, zdaj pa raj se ne igrajmo z srečo, pa tako bomo raj. Kakšnega ja, pa magar kakšno vodo, sok, pa se pele pol domov. Z Kamnika prevoz, danes bom nekaj spila, ampak sem si zrihtala, da me bo en prijatelj prišel iskat ali pa brat v skrajnem primeru, tako da ja. Trezen. Trezen, ja, trezen. Največkrat pokličemo taksi, tako da je vožnja zagotovljena. Ne, pač mi ne vozimo pod vplivom alkohola, tudi če smo tam na Dolenjskem, ne vozimo pod vplivom alkohola. Pač to je pri nas vsaj, to sem ponosna, da je vsaj pri nas tako, da ne vozimo pod vplivom alkohola. Veliko se pije, ne, in potem se tudi vozi, tako da ja, to ni fajn glih. Ne, to sploh ni prav, tako da ni šans. Ne vem, če je ego, pač pijan si, ne razmišljaš. Vse to je problem. Treba se pred žurko zmeniti za taksi in to je to. Starejši, a ne, oni pa pijajo doma. A pa v bližnjem lokalu, da ni treba z avtom domov. Nimajo toliko, po moje, starejši v glavi, ja, zdaj pa gremo, ne, pač vozamo, okej, bom spil 3 pire, gremo, ne. Ampak mlajši pač imamo malo v glavo, da je stari, ne, spil sem toliko, ne bom, jaz grem s taksijem, to je to. Ga ni se najde, ne. Zase, ne za policaje, pa za denarnico. Dejstvo je, ke enkrat kazen se zmer denar najde, a ne. Ja. Tu češ treba sposoditi, a ne. Ampak, a ne, če pa enkrat eno umre, pa izkušnje, tako bom rekel. Jaz vem iz mojih izkušenj, da pač ni pametno. Vsi smo bili mladi, ali pa smo še mladi po srcu, ampak res, dajte se zabavati, imejte v glavi to, da je ena mečkana napaka v avtu, spiješ preveč, nimaš refleksov, nisi tako odziven, telo ostane. Na žalost je tudi moj prijatelj umrl 2 leti nazaj zaradi tega in ni lahka izkušnja. Takrat je bilo res hudo in nočem več nikoli čez to iti. Prav zato so tudi na zabavah prisotni ambasadorji zavoda Varna pot, ki mlade ozaveščajo o škodljivih posledicah alkohola. Za akcijo želimo nagovoriti vse udeležence v prometu, torej voznike, kolesarje, pešce, kogarkoli, k varni udeležbi kljub zabavi. Marsikdo ne ve, da tudi kolesar lahko napiha, da tudi kolesar lahko dobi kazen. Sploh kakšni mladi študenti, ki grejo domov iz Škisove s kolesom, pa mislijo, da so nekaj dobrega naredili. Gremo se zabavati, tudi kaj spijemo, ampak pomembno je, da že prej razmislimo, preventiva, torej kako bomo varno prišli domov. Kaj bi sporočila drugim? Lahko pijete, lahko žurete, samo prosim, najte se enega drugega, ki vas bo pelil, pa magar taksi, tudi če je treba plačati. Ti lahko nesreče, pleh, avto zamenjaš, ampak sebe, če nažalost se kaj zgodi, ne moreš nikoli zamenjati. Življenje je eno samo.